Dober dan, prav lepo pozdravljeni. Hvala, da ste prišli, glede na to, da ste bili tudi včeraj v naši hiši. Včeraj je bil en lep dogodek, mislim, da danes pa ravno tako lep. Mislim, da moramo v medijih poročati tudi o pozitivnih novicah, ne samo o negativnih. Tega je bilo v zadnjem letu vse preveč. Tako da moram seveda tudi jaz najprej se iskreno zahvaliti za trud ekipi, ki je to uspelo, in čestitati k dosežku. Mi smo kot UKC, kot inštitucija ponosni oziroma si želimo čim več takih pozitivnih zgodb, torej da pogledamo izven meja naše države in poskušamo našo ustanovo predstavljati kot ustanovo, ki je evropsko primerljiva, ki ima dobre strokovnjake na številnih področjih, sigurna sem, da jih ima, vendar se vsi nekako ne lotijo tudi tega postopka, ker to je en proces, vloga mora biti oddana, seveda moraš imeti pa najprej strokovne kriterije izpolnjene, zato da za tako vlogo sploh lahko zaprosiš, in potem, ko seveda strokovno to stoji, potem gre to skozi en postopek in sledi na koncu certifikacija, ki pomeni za našo inštitucijo dejansko evropsko primerljivost na področju, v tem primeru magneta srca. Kar pomeni, da ne samo naši bolniki lahko prihajajo k nam na to preiskavo, ampak je pač inštitucija odprta tudi za tuje bolnike in upamo, da bo teh v prihodnje čim več, ne samo na področju radiološke diagnostike, ampak tudi na področju drugih strokovnih vej. Mislim, da moramo vedno izhajati iz bolnika, najprej zelo dobro poskrbeti za stroko, kar je seveda en velik del našega dela, potem pa poskušati poskrbeti tudi za to, ne samo za promocijo, ampak za to, da pač poskušamo pridobiti čim več bolnikov in delati dobro tudi tako, na ta način, da nam to prizna Evropa. Tako da iskrene čestitke, zdaj bi pa jaz prepustila mesto doktor Pirnatovi, da predstavi, kaj pravzaprav to za nas pomeni. Najprej hvala, gospa strokovna direktorica, profesor Marčun Varda, za ta prijazen uvod. Dobrodošli, vesela sem, da ste se odzvali našemu vabilu. Nekje jaz vam bom povedala zgodbo o začetkih, o različnih začetkih, zato sem pripravila tu eno takšno prezentacijo, ki bo mogoče tudi vam malo enostavneje povedala, kaj smo mi tukaj počeli. Če začnemo z zgodovino, kako se je medicina razvijala, vse začnemo pri nekih začetkih, je včasih napredek bil na osnovi tega, da so rezali mrtve, da so razumeli žive, da smo vedeli, kako organi izgledajo. Nato pa seveda vse gre naprej in tudi v kardiološki diagnostiki, v diagnostiki srca so se porabljale neke slikovne metode, ki so to omogočale. Najbolj uporabljena je ultrazvok srca, ki je omogočala videti, kako se srce giba in seveda tudi meriti, kako kri se pretaka preko srca, preko vseh teh votlin in na osnovi tega opredeliti, ali ima srce težavo ali ne. In potem seveda prva angiografija in prvo slikanje za magnetno resonanco že 1977. leta. Vendar, kljub temu, da je magnetna resonanca takrat omogočala in pričela omogočati, da mi lahko pogledamo razne organe, predvsem tiste, ki so pri miru, pa z srcem to ni bilo tako. Namreč srce je organ, ki ga mi ne moremo ustaviti. To je nekaj, kar se kontinuirano premika, in ker se kontinuirano premika, potem potrebujemo mi tehnologijo, ki nam omogoča tako hitro slikanje, da lahko mi natančno sledimo temu ciklu. Tako da mi smo mogli priti do točke, kjer je aparat sledil gibanju srca, in ne samo to, morali smo priti tudi do točke, da smo v dovolj kratkem času to opravili, da je pacient uspel zadržati sapo. Namreč nič nam ne koristi, če mi sledimo srcu, porabimo za pridobitev slike 1 minuto, če pacient 1 minuto sape ne bo zadržal. Tako da tehnologija je šla toliko naprej, da smo mi uspeli to sliko pridobiti dandanes v 6-7 sekundah, ampak teh slik je seveda veliko in zato tudi preiskava dlje traja. Zakaj je to naredilo spremembo v diagnostiki srca?
Če si predstavljamo, da vsaka bolezen ima nek začetek in ima nekje konec. Kje mi vidimo tega pacienta, je malo odvisno od pacienta samega, seveda. Nekateri ljudje zelo dobro poznajo svoje telo, zelo opazijo, kdaj je kaj narobe, tisti bodo seveda prišli na začetku. Seveda, nekateri ljudje pa si rečejo, saj ni nič, in tisti pridejo nekje, ko je bolezen že precej razvita. Seveda je zopet odvisno od tega, kakšno diagnostično metodo imamo, ne. Takrat smo imeli ultrazvok in kaj nam je ultrazvok prikazal, kot sem rekla, najbolje, kako se kri premika. Sama srčna mišica, ki je tu okrog, je pa bila bolj ugibanje kot ne. Torej, če je nekaj pri pacientu dejansko takoj napadlo tole pretok krvi, potem se je njegovo zdravljenje premaknilo nekje v začetek bolezni. Vkolikor pa je bila težava samo srce, samo kakšen del srca, kjer se je bolezen začela, pa se to dolgo ni pokazalo in ti pacienti so v bistvu dobili terapijo takrat, kadar je bila že bolezen zelo razvita, ko je srce že začelo pešati in takrat ni bilo kaj veliko terapije. Torej, magnetna resonanca srca pa je to naredila drugače. In tukaj pa kar naenkrat vidimo tole srčno mišico, vidimo zelo majhne spremembe in dejansko razlika za pacienta je, da se je zdravljenje premaknilo hitreje, ima možnost prej dobiti zdravljenje in zaradi tega tudi ima boljšo prognozo in nadzor nad boleznijo. Torej, kaj praktično magnetna resonanca srca je? To je najzahtevnejša preiskava, tako časovno kot tudi tehnično. In ne samo za inženirja, ne samo za zdravnika, temveč tudi pacienta. Kot sem rekla, pacient mora sodelovati z nami, zadržati sapo, upoštevati navodila in to 1 uro. Preiskava namreč traja 60 minut v povprečju in toliko časa tudi potrebujemo, da potem pregledamo in analiziramo vse slike in napišemo izvid. Vendar preiskava se velikokrat se reče, da je to one-stop shop, ker omogoča toliko različnih stvari. Potrebujemo torej sistem, ki nam omogoča to slikanje, kot tudi potem programsko orodje, ki nam omogoča analizo teh slik. Sedaj pa sem vam htela pokazati nekaj teh slik in kako to izgleda, mogoče vam bo zanimivo, kaj nam omogoča. No? To so praktično slike, ki jih mi dobimo, vidimo, kako se srce tudi premika v raznih ravninah, mi lahko orientiramo, mi postavljamo te ravnine, zato da si lahko najboljše pregledamo srce. Prav tako nam omogoča ocenjevanje različnih komponent, recimo, če imamo tumor, ugotavljamo, ali ima maščobno komponento, ali ima več brazgotinske komponente, ali ima več tekočinske komponente in na ta način poskušamo opredeliti, ali gre za maligni tumor, ali gre za benigni in na ta način tudi bolje lahko na to pacienta zdravimo in se lotevamo na pravi način. In ne samo to, metoda je tako zdaj že natančna, da opazimo tudi, prepoznamo zelo majhne spremembe. Tukaj bi mogoče izpostavila 2 zadevi. Eno je amiloidoza, to je sistemska bolezen, kjer se odlagajo proteini, lahko tudi v srcu, ki vodi v srčno pešanje. In moj prvi pacient leta 2009 je umrl znotraj 3 mesecev, zato ker je bilo srce že tako zelo prizadeto. Vendar je magnetna resonanca srca omogočila, da so po svetu enostavno bolje smo zbirali te paciente, ker naenkrat smo naredili, tale je začetek amiloidoze, ta je že napredovala amiloidoza, ampak ti pacienti so potem dobili terapijo in je bil tudi nadzor boljši. In ker je bil nadzor boljši, so se našla zdravila, katera so pomagala in mi smo zdaj na točki, kjer dejansko pacienti za amiloidozo, ki so prej umrli, zdaj imajo veliko boljšo prognozo, lahko podaljšamo življenjsko dobo, tako da je to nekaj, kar je naredilo tudi takšno spremembo. V najnovejših uporabah pa je recimo ob kemoterapiji, namreč imamo ogromno onkoloških pacientov in kemoterapevti, ki včasih poškodujejo tudi srčno mišico in če je poškodovalo srčno mišico, smo mogoče mi ozdravili raka, ampak na koncu so pa umrli pacienti od srčnega pešanja, kar je tudi to je zelo naporna diagnoza, to so pacienti, ki se skoraj utapljajo, ne. In zdaj za to metodo imamo nadzor nad temi kemoterapevti, ki lahko rečemo, to zdaj škoduje srcu, dajmo ustaviti terapijo mogoče za mesec dni, da se srce opomore in potem nadaljujemo z terapijo in zaradi tega je tudi vodenje teh pacientov veliko bolje. Kaj nam še omogoča? Omogoča nam, da vidimo, ali je težava v sami žili, ki dovaja
kisik do srčne mišice ali je obolela srčna mišica. Na osnovi nekega vzorca, ki ga mi vidimo na določenih sekvencah, in ne samo to, mi lahko tudi, če dodamo zdravilo, simuliramo, kakšno je srce, če bi šel recimo pacient na Pohorje. In na ta način ugotavljamo, če imamo kakšna področja, kjer ne pride v srce dovolj kisika in potem rečemo, to področje pa ni v redu prekrvljeno, jaz mislim, da moramo nekaj s tem pacientom narediti in seveda je potem terapija tista, ki pacientu olajša težave oziroma popravi težave. In ker če tega nismo naredili, potem lahko pride ponovno do srčnega pešanja in tukaj bi recimo omenila tega pacienta. To je bil en gospod, ki je po vseh diagnostičnih metodah razen magnetne resonance bilo rečeno, da mu ne morejo nič pomagati, to je praktično njegovo srce pred revaskularizacijo, preden so mu našili obvode srčne in so rekli, da to njegovo srce je stisnilo 8%, utripnega volumna je bilo 28 ml, to ni nič, na en utrip je šlo toliko krvi ven. Ampak magnetna resonanca, ki služi tudi kot prognostični napovedni faktor, da mi vemo, kateri pacienti se bodo odzvali pozitivno na terapijo in samo tiste se gre operirati, smo rekli, bo se srce odzvalo in to je potem 6 mesecev po operaciji, srce ima veliko boljšo formo, veliko boljši iztisne 84 ml in jaz se spomnim, ko je pacient prišel na preiskavo in sem rekla, gospod, kako pa ste kaj, bil je 78 let star gospod, je rekel, počutim se kot 25. In dejansko je lepo videti, kako za nekimi temi napovednimi faktorji za diagnostiko dejansko spremeniš kvaliteto življenja pacientu. Zdaj, kje je UKC Maribor? Naš začetek je bil leta 2008. Moj dober kolega, dr. Balevski, je rekel, imam pacienta, ne vemo, kaj je, berem, da bi magnetna resonanca srca lahko pomagala, ali lahko poskusimo in smo mi naredili prvo preiskavo, to je bilo leta 2008. Jaz sem bila takrat še specializantka in primarij Matela je vseeno, kljub temu, da sem jaz bila specializantka, ki se je izobraževala tudi za vse ostalo, mi dal možnost 2 preiskavi na teden, smo pravili, to morate vedeti, to je 2 uri, ne? Da smo začeli na tistem aparatu, ki smo imeli. Bil je starejši aparat, ni omogočal toliko možnosti kot ti novejši aparati in tudi za inženirje je bilo zahtevno, namreč morali so se naučiti praktično vse na novo, ker anatomija srce ne stoji v takšnih tipičnih ravninah in moram reči, da takrat so čisto vsi inženirji, kljub temu, da sem bila specializantka, meni prišli naproti, upoštevali, bili so zagnani in mi smo dejansko, to so bili tisti prvi koraki, ki so naredili to pomembno razliko. Do leta 2020 smo si izborili en cel reden delovni čas, torej 6 preiskav na teden in leta 2021 pa je UKC Maribor dobil 2 nova aparata. In tukaj je bil že namen, da bomo mi to diagnostiko vseeno razširili, ker vi morate tudi razumeti, da v UKC se mora pokriti čisto vse diagnostične metode. Imamo abdomen, imamo skelet, imamo neuro in vseeno pa je bila nekje strategija, da pa ti pacienti potrebujejo našo diagnostično pozornost in zato smo dali 2 dni na voljo in sedaj lahko redno opravimo 13 preiskav na teden, seveda imamo pa tudi v urgenci opravimo še dodatne preiskave, če je to potrebno. Vedno je bil naš cilj delati dobro. Preden sem začela za to diagnostiko, se tukaj ta diagnostika ni opravljala in seveda je bila nekje moja želja, da svoje znanje opredelim oziroma uvrstim, da sama sebe prekontroliram, kje sem glede na evropskem nivoju. In leta 2013 sem opravila evropsko diplomo iz kardiovaskularne radiologije in potem v želji, da se pač to neko, veste, metoda gre naprej, diagnostika gre naprej, medicina gre naprej, tako težko je temu res vsak dan slediti ob rednem delu. Sem tudi pričela organizirati šolo leta 2017, 5-dnevno šolo z 1-urnimi predavanji, 10 ur na dan, z željo, da sem vse te strokovnjake iz celega sveta, ker imamo predavatelje iz Toronta, iz Amerike, iz Belgije, mislim iz celega sveta, da so prišli na eno točko in se tukaj širilo znanje, da smo
nekje ostali za tem, kako dela stroka in da smo temu sledili. Začeli smo poučevati tudi kolege v drugih balkanskih državah, začeli smo za Srbijo, prvi tak center, ki smo mu pomagali, je bil klinični center Zemun iz Beograda in seveda smo tudi vložili energijo v izobraževanje kolegov na oddelku, kajti vedeli smo, da mi moramo okrepiti ekipo, zato ker je to diagnostika, katera bo vedno večje povpraševanje po njej. In seveda še naprej je bil cilj, da delamo na evropskem nivoju in zato sem leta 2020 odpravila certifikat oziroma sem certificirala svoje znanje tudi pri Evropskem združenju za slikovno diagnostiko, ki spada pod okrilje kardiološkega združenja evropskega in to za stopnjo 3, kar pomeni, da sem certificirana za učenje. In to je bil nekje tisti prvi temelj, ki je moral biti izpolnjen, zato da smo sploh lahko začeli razmišljati. Takrat se mi je praktično porodila misel, zakaj pa mi ne bi tudi certificirali ustanove. Kaj smo potrebovali, je bil posebej izobražen inženir za opravljanje MR srca in to je kolegica Teja Štih, ki se mi ponudila tole in je potem to tudi zelo z veseljem sprejela. Potrebovali smo zdravnike, ki imajo tečaj oživljanja in to na najvišjem nivoju, torej ACLS, in tudi kolegi, ki za menoj delajo, so tudi bili pripravljeni se to dodatno naučiti in seveda mogli smo dvigniti število preiskav na 500 preiskav na leto. In decembra 2022 je torej UKC Maribor postal prvi tovrstni center za diagnostiko oziroma učni center za magnetno resonanco srca v Sloveniji. Lahko vam tudi povem, da na Balkanu nima certificiranih, tudi Avstrija nima, tudi ne vem zdaj, če imamo Italija, sicer ima, ampak med prvimi smo na tem področju našem geografskem. Torej, danes opravljamo preiskavo 3 radiologi, imamo 5 inženirjev, ki opravljajo preiskave magnetne resonance srca in povečali smo število preiskav do sedaj na 750 na leto. Še vedno izobražujemo in smo pomoč nekim drugim bolnišnicam na Balkanu. V tem trenutku smo podpora bolnišnici za kardiovaskularne bolezni Dedinje iz Beograda in še vedno nadaljujemo z organizacijo te šole, ki nam služi kot nek vir res tistega izmenjave znanja in tudi pregleda vsega, kar se dogaja in to bo zdaj že 7. leto zapored. Naši nadaljnji cilji so seveda, da se bomo še naprej v UKC Maribor trudili zagotoviti kvalitetno diagnostiko bolnikom, ki prihajajo v našo ustanovo. Tudi cilj je, da nadaljujemo z izobraževanjem tako zdravnikov specialistov, specializantov, študentov in radi bi dvignili nekje tudi raziskovalno delo, ne samo vodenje preiskav, ampak mogoče se tudi pridruževali nekim drugim večjim raziskavam v Evropi. V načrtu imamo sodelovanje, naslednje sodelovanje bi naj bilo z inštitutom iz Groningena, iz Nizozemske, tako da nekje ta res naš cilj je, da ostanemo na tem nivoju oziroma mogoče še nadgrajujemo to naše znanje. In seveda, da nadgrajujemo število preiskav magnetne resonance in radi bi razširili tudi na obremenitveno testiranje, kot sem vam prej pokazala, da simuliramo, kako je, če gre pacient na Pohorje in na ta način lahko pomagamo in usmerimo, kajti magnetna resonanca srca, ko pride do obremenitvenega testiranja, je tista, katera je najnatančnejša in najbolj občutljiva. Sedaj bi pa se zahvalila, bi izrabila to priložnost, da se zahvalim najprej vsem tistim inženirjem, ki so za menoj to preiskavo opravili od začetka. Morate si predstavljati, da sem jaz bila specializantka brez neke avtoritete, to so bili ljudje, ki so bili na oddelku že 20 let, ampak vseeno so se prepustili tej ideji, prepustili temu vodenju, morali so se naučiti stvari, ki se jih do takrat niso in samo iniciativno osvajali novo znanje. Rada bi se zahvalila kolegoma Vesni Lesjak in Gregor Petrunu, ki za menoj skrbita za te paciente in tudi se redno, neumorno izobražujeta naprej. Vsakič znova sta na tej šoli, ki organiziramo, sedita in res takrat, ko ne ve mogoče kdo od nas, kaj s pacientom, jaz si včasih rečem, kaj pa vidva mislita, zato da res je nek konsens, da več ljudi pogleda in se potem odloči.
Rada bi se zahvalila tudi kolegom kardiologom in kardiokirurgom, ne samo iz naše bolnišnice, temveč tudi iz ostalih bolnišnic ali pa iz zdravstvenih domov, z katerimi sodelujem, še predvsem, kadar imamo zelo konstruktivne dialoge, ker to mislim, da naredi tisto razliko, zakaj pacient ima boljšo diagnostično in potem tudi terapevtsko obdelavo. In ne nazadnje, rada bi se najprej zahvalila direktorju profesor Crnjacu, ki se danes ne more biti tukaj. Jaz sem kardiotorakalna radiologinja in on je bil včasih predstojnik torakalne kirurgije in je seveda potreboval moje torakalno znanje, ampak nikoli ni v tej neki zahtevi omejeval te neke tudi mojega področja kardio in ga je v bistvu zelo spodbujal. In enako bi se zahvalila profesorici Marčun Varda, ki vidim, da tudi ona podpira to in sem vesela, da imamo v strokovni direktorici podporo te diagnostike za nadaljne vizije in tudi za vse, kaj nas še v prihodnosti čaka. Zaključila pa bi z nečim, kar je rekel Aristotel. Izobraževati brez da izobražujemo srce, ni izobraževanje. Tako hvala, da ste danes prišli. Jaz pa predajam besedo Teji. Lepo pozdravljeni. Zdaj jaz vam bom povedala nekaj iz stališča radiološkega dela, pač kako v bistvu radiološki inženir počne pri preiskavi in kakšno ima vlogo. V bistvu radiološki inženir pač izvede samo preiskavo in to pač zajema od priprave pacienta na njo, se pravi od nastavitve, pogovora, jasnih navodil, da pač pacient razume postopek preiskave in pa seveda od samo izvedbo preiskave na konzoli. Pač to pomeni, da v bistvu od inženirja se zahteva zelo veliko zbranosti in natančnosti in pa predvsem znanja. Zdaj ponavadi samo urjenje oziroma učenje te preiskave pač traja nekaj časa, da se jo osvoji, zato pač imamo tudi pri nas ekipo 5 inženirjev, ki to izvajamo. Mislimo jo tudi verjetno malo razširiti, ker ugotavljamo, da nas je malo. In v bistvu se pa ta preiskava definitivno razlikuje od drugih preiskav, ki jih izvajamo na magnetni resonanci, je zelo kompleksna, pač v bistvu zahteva timsko delo in v bistvu tudi veliko samoučenja, pač zanimanja za tovrstno preiskavo, pač tudi prebiranja raznih člankov, ali je to v prostem času, ali je to pač med samim delom, posvetovanja seveda z našimi radiologi. Tako da v bistvu, ko smo se začeli to učiti, smo to izvajali v prisotnosti radiologov, zato da smo pač postavili neke želje in način pač te same preiskave. To sedaj počnemo sami, ampak vseeno imamo pač na voljo naše zdravnike, ki seveda pač ni vedno, da bi preiskava potekala normalno, ampak pride včasih tudi do določenih stvari oziroma odkritij, ki pač naše znanje ne vemo, kar se tiče diagnostičnega vidika, zato pač takrat se posvetujemo z našimi radiologi. Potem pač, da se preiskava izvede natančno in kakovostno, mora pač inženir veliko vedeti, ker je tukaj v bistvu veliko vedeti o anatomiji in fiziologiji srca, ker v bistvu je veliko planiranja in različnih ravnin in kotov, kot je že prej pač dr. Pirnatova vam pokazala različne ravnine srca, ki moramo zajeti. Potem pač in pa tudi zato moramo to poznati, da pač lažje razumemo to preiskavo.
Poleg vsega tega pa moramo tudi pač vedeti, kako se naredi diagnostično kvalitetna slika. Vedno ni, so pač primeri, ki kljub znanju se pač pri tej preiskavi ne da to narediti, ker je to seveda zelo odvisno od pacientovega fizičnega stanja in pa seveda tudi sodelovanja. Ker preiskava traja 1 uro in mora pač ves čas pacient sodelovati z dihanjem, ležati pri miru, to vsi seveda niso zmožni. Takrat pač imamo določene pristope, ki pač probamo izvesti čim bolj kakovostno, včasih se pa tudi zgodi pač, da ne gre. Potem v bistvu znanje in izkušnje pridobivamo, da se udeležujemo raznih kongresov, potem s prebiranjem člankov, kot sem rekla, in predajanja znanja en drugemu. Je pa to seveda tako, kot sem rekla, timsko delo in pač tudi sodelovanje med nami in komunikacija med radiologi in nami inženirji pač mora biti na visokem nivoju. Vsi tudi pač to znanje predajamo en drugemu, imamo razne seminarske naloge, da pač je res diagnostika poteka brezhibno, pa pač da je na visokem nivoju. Zdaj, samo preiskavo, potek, pač je že tako prej tudi malo omenila vam doktor Pirnat, kako poteka pa v bistvu kaj vse se gleda pri samem srcu, tako da jaz se tega dela ne bi zdaj ponovno lotila. Tako da v bistvu, kar pa se tiče nekega inženirskega dela, bi pa bilo to, no. Pač imamo zelo tako visoko vlogo pač pri izvajanju same preiskave, da se res naredi brezhibno in da lahko pač radiolog napiše kakovosten izvid. Seveda, koliko so zanimavske vprašanja, izvolite. Jaz bi prosila, če bi lahko to preiskavo malo obvestili napram ostalim preiskavam srca. Ali to gre torej za ekvivalent ultrazvoku, ali je to neka novejša preiskava, ali to dopolnjuje? Koliko razumem, tudi ni vsak pacient kandidat za tako preiskavo? Pokrije to večino kardioloških pacientov? Ja, tako bom rekla. Ultrazvok še vedno velja kot tista prva metoda, že zaradi tega, ker je ultrazvok, mi ga lahko prenesemo do pacienta, ne rabimo pacienta premikati. Zato je še vedno ultrazvok ostane kot tista prva diagnostična preiskava. Vendar v primerjavi z ultrazvokom srca je to preiskava, ki nam da več informacij, natančnejše informacije o srčni mišici in tudi pomembno spremeni terapijo. Tako da vstopna preiskava nekje v kardiologiji še vedno ostaja ultrazvok. Nato pa se pacienti, pri katerih z ultrazvokom ne pridemo do dokončne diagnoze, potem pošljajo na magnetno resonanco, včasih z specifičnim vprašanjem, včasih z vprašanjem ne vemo, kaj je, dajte nam pogledati, kaj bi lahko bilo. Tako da to je v bistvu, kako bi rekla, jaz bi še vseeno jo opredelila kot najbolj sofisticirano preiskavo znotraj kardiologije. Ni dostopna vsakemu, zakaj? Zato, ker 1 uro traja. Tako da res se z ultrazvokom izberejo tisti pacienti, za katere menimo, da potrebujemo tole dodatno diagnostiko. Je pa tako, da 2008, ko sem jaz začela za to diagnostiko v UKC Maribor, mislim, da takrat tudi kardiologi se še niso zavedali, kako pomembno razliko bo naredila. Je pa danes zavedanje že zelo veliko in v bistvu, če bi imeli več možnosti, da delamo, da imamo tega, mi bi še več napolnili, bi lahko delali še to diagnostiko več, ampak mi imamo aparate, ki jih delimo z ostalimi diagnostikami in zaradi tega ne zmoremo več. Povpraševanje pa in moja napoved je, da bo to samo še raslo. Kakšne so pa čakalne dobe? Mi se trudimo v UKC Maribor, da pacient dobi diagnostiko znotraj 4 mesecev. Zdaj mogoče to zgleda za nekoga dolgo, ki ima težave z srčnim pešanjem, seveda delamo triažo tisti, ki potrebujejo prej in kasneje, ampak če damo za primerjavo, UKC Ljubljana ima več kot 1 leto, tako da mi se trudimo,
ampak se pravim, aparati so na voljo toliko, kot so. Mi smo z kolegi, ravno zato smo izobrazili tudi dva strokovnjaka, zato da ravno pomagata, da to nemoteno teče. Gre za angiograf. Ne. Ne, ni to angiograf. Ne, angiograf je aparat za širjenje žil in za slikanje žil. To pa mi žile tukaj opazujemo praktično samo posredno. Tu nas predvsem zanima srčna mišica, kako se giba in ali je v srčni mišici nekaj, kar ne vidiš drugače kot mogoče samo na histologiji. Če bi srce ven vzeli, pa bi ga histološko pogledali, bi rekli, aha, s tem srcem ni v redu. Tukaj pa res lahko vidimo manjše zadeve, recimo včasih je veljalo tako. Je prišel pacient za bolečino v prsnem košu, imel je pozitiven troponin, šel je na angiografijo. Pogledali so se žile in se je reklo, aha, žile se nam zdijo v redu, verjetno bo to vnetje srčne mišice. Danes vemo, da tudi če imamo normalno žilje zgleda, smo mi lahko imeli miokardni infarkt in to je nekaj, kar nam še dodatno pove magnetna resonanca. Tako da postaja ta diagnostična metoda, kako bi rekla, tista metoda, ki nas v tem trenutku lahko pripelje do najbolj definitivne diagnoze. Še vedno je histologija, to, če ti vzameš ven, imaš tam čisto, ampak ni to namen, ne. Za neinvazivno metodo čim več informacij in čim natančnejše informacije, da lahko pacientu čim bolj konstruktivno pomagamo, kot sem rekla, čim hitreje. Ker včasih, jaz se spomnim, ko sem začela, ko sem za kardiologi govorila, pa sem rekla, oni so rekli, dajmo gledati, kako so žile prehodne, jaz sem pa rekla, kaj pa tisti, ko imajo obolelo srčno mišico. In so rekli, ja, tisti, ko imajo obolelo srčno mišico, mi imamo eno in isto terapijo za vse, ne glede na to, kaj je vzrok. Ampak to je zato, ker mi nismo vedeli toliko. In v teh letih je ravno na osnovi te diagnostike tako napredovala diagnostika, ne, tako napredovalo to znanje, da mi dejansko smo v fazi, ko lahko paciente prej ujamemo, prej jim začnemo dajati terapijo in ne pridemo do tiste točke, ne ulovimo jih res v srčnem pešanju, ampak lahko če naprej vzdržujemo kondicijo mišice pod nadzorom seveda. 750 pregledov na leto Ja. z enim aparatom. Na enem aparatu delamo, ja. Delamo v aparatu, ki se lokacijsko nahaja v stolpnici. Mislim, ne nazadnje tudi, ko delamo obremenitvena testiranja, to so pacienti, ki imajo mogoče večjo možnost, da pride do zapletov, ki potrebujejo reanimacijo. Zato so tudi, se pravim, ekipa, ki to dela, mi imamo vsi ACLS, torej oživljanje na najvišjem nivoju, ampak je pomembno, da imamo zraven tudi reanimacijsko ekipo v nekje na isti lokaciji, da vkolikor pride do zapletov, imamo tisto možnost, da še bolj pomagamo pacientu. Zato smo mi se odločili, da delamo samo v stolpnici, na tem magnetu in da imamo tale support, imamo pa 2 dneva na teden. Kot pravim, če bi imeli več, verjetno bi tudi to. 2 aparata imamo, ja. In pač razdelimo, en aparat je na onkologiji, en aparat je ista aparata sta, oba omogočata, vendar iz samih logističnih razlogov imamo 2 dni na istem aparatu, medtem ko smo pač druge diagnostike predstavili takrat na drug aparat, ki mogoče ni takšnega, recimo muskuloskelet, ni takšnih zapletov in takrat ni toliko pomembno, da imaš pacienta nekoliko dislociranega od mogoče optimalne reanimacijske ekipe. Lahko mogoče jaz to nisem razumela, kaj zdaj to pomeni učni center? Pravite, da ta magnetno rezonanco srca torej delajo tudi v Ljubljani? Delajo v Sloveniji, delajo, tako bom rekla, dela zraven Maribora Celje, dela UKC Ljubljana, opravlja se preiskava v Izoli in tudi imamo kolege, ki opravljajo v Slovenj Gradcu in tudi v šempetrski bolnišnici opravijo nekaj pregledov. Največji workload naredi verjetno Ljubljana, ki jih imajo, mislim, da nekoliko preko 1000 na leto. Mi smo zdaj prišli na 750, zdaj pa kaj pa pomeni to, da smo se mi certificirali. Kot sem rekla, jaz sem želela, da se mi opredelimo glede našega znanja, da se postavimo nekje v evropski kontekst. In to je bil cilj. In sedaj za vsem tem, koliko znanja imamo, kakšno ekipo imamo, smo mi strani Evropskega združenja za slikovno diagnostiko certificirani, da lahko mi učimo tudi druge. Zato, ker mi smo do sedaj, jaz sem imela kolege recimo iz Srbije, kot sem rekla, mi smo suportirali 2 bolnišnici, mi smo izobraževali te kolege, tudi
jaz sem hodila izobraževati tudi mogoče v druga mesta, v druge države, vendar zdaj je UKC Maribor kot tisti center certificiran, da tukaj se pa na evropskem nivoju, da lahko zaupa, da je znanje na tem evropskem nivoju, tako da kolegi, ki pridejo sem, tudi ko delajo te preiskave in si naredijo ta seznam, katere preiskave so naredili, tudi lahko oni vložijo enostavneje pri tem združenju in potem so tudi oni lahko certificirajo zaradi tega, ker vedo, da izobraževanje poteka na nekem nivoju, ki ga oni zagovarjajo oziroma zahtevajo. To je recimo tale neka razlika, da je pač ta certifikat. Če ni več vprašanj, smo na tem mestu zaključili. Hvala za udeležbo. Hvala govorcem. Hvala vam.